Razborljiva tekma in napeta tekma v Domžalah z veliko dinamike se je končala brez zmagovalca 1:1. Kljub končanju serije zmag pa vendarle prvaki ohranjajo vse možnosti, da iz lastnih sposobnosti postanejo državni prvaki. Želja Darka Milaniča, ki je še drugič zapored pustil isto enajsterico, da bi ekipa odločno začela tekmo, se uresničila in že v prvi minuti v 50 sekundi. Idealna priložnost za vodstvo. Luka Zahovič je super ukradel žogo na polovici domačih, potem pa Marcos Tavares z zapravljeno priložnostjo za vodstvo. 5 minut kasneje po odbiti žogi z razdalje poizkusil Martin Milec. V 19. minuti prva resna scena pred mariborskim golom. Martin Kramarič je nespretno podajal nazaj, Mitja Širok je poizkusil, toda refleksno je reagiral Jasmin Handanović. Na drugi strani super akcija, Zahovič z lobom malce previsoko. V 23. minuti nova lepa priložnost za kapetana, zaključni strel pa je pred golovo črto izbil Dobrovoljc. Le nekaj trenutkov zatem nova resna priložnost domačih, toda poizkus Bizjaka po tleh je ubranil Handanović. Do konca polčasa še prosti strel Derviševića in odbita žoga, Kramarič z volejem pa ponovno v Domžalčane. Nagrade za odličen prvi polčas ni bilo, zato pa kazen na začetku drugega polčasa. Po prostem strelu je Ibričić zadel v bližnji kot. V 70. minuti je po kotu najprej do strela prišel Hotić, po odbitku pa Mlakar. Sledila je super akcija Jana Mlakarja, ki je krenil po levi strani, lepo zavrnil žogo za Dareta Vršiča, na koncu je v posredovanju domačega vratarja končala v vratnici. Po kotu najprej poizkus Šulerja z glavo, potem pa tudi Tavares ni uspel odbite žoge pospraviti za hrbet domačega vratarja. V 84. minuti nov dvoboj med Šulerjem in domačim vratarjem Ulalićem. No, v 91. minuti pa vendarle zasluženo izenačenje. Kot je izvajal Dervišević, tik pred golovo črto pa je žogo oplazil še Tavares. Nespretnost domačega vratarja in zasluženih 1:1. Imel sem občutek cel čas, da bomo zadeli, da te tekme ne moramo izgubiti, ker je bilo preveč dobrega. Škoda, da smo zabili samo enkrat, vendar na koncu, ko zabiješ tako pozno, pač rečeš, da je tudi to dobro. Vendar glede na to, kaj smo vložili na tekmi, mislim, da glede tudi moramo reči, da je nasprotnik igral zelo dobro, da je igral dobro tekmo, vendar kljub temu mislim, da je bilo kaj več v igri tudi. Do konca ostaja sedaj še 4 tekme, prva naslednja v soboto gostovanje v Krškem. Pa samo želim, da pridemo v derbi s tako popotnico, da se odločamo. To je važno, da v soboto zmagamo v Krškem, ker vemo, kako je sigurno vedno manj, ko je tekem, nek pritisk se stopnjuje in moramo priti na to tekmo, da jo odločamo, ne da bi si privoščili nek prevelik sestanek.